zgolj zato, da kot študent v Ljubljani se ne morem preživljati brez študentskega dela preko študentskih napotnic. Prihajam iz enostarševske družine iz Slovenskih Konjic, to je mesto 100 km oddaljeno iz Ljubljane. Imam leto mlajšega brata, ki je trenutno še dijak. Štipendija pa ne dobimo, ker mama za par evrov presega cenzus za republiško štipendijo. Se pravi, se s plačo srednješolske profesorce zelo težko preživlja dva šolajoča se otroka. Preko študenta sem začel že pri 15 letih delati v proizvodnji, pa kasneje tudi kot kelnar v lokalnem mladinskem centru. Sedaj pa se v bistvu preživljam kot organizator raznih dogodkov. In koliko zaslužiš na mesec? Na mesec približno trenutno okoli 300 do 350 evrov. Se pravi, da se mi pokrije prevoz, pa najemnina, pa stroški v Ljubljani. Tisto, kar imam pa stroške s hrano, pa še mogoče kak evro za kako kavico, pa mi prispeva mama. Se pravi, koliko ti da mama še zraven? Na mesec okoli 150 evrov. Se pravi, 500 evrov potrebuješ, da prideš čez mesec? Koliko je najemnina? Najemnina je 160 evrov plus stroški. Plus stroški? Je v Savskem naselju stanovanje, delimo si ga pa 4 študenti. Kaj pa študiraš, pa kateri letnik? Prvi letnik politologije na FDV-ju. Okej. Kaj misliš, bo zakon tebi slabega prinesel? Meni prvo kot prvo, že vrsto let delam kot prostovoljec pa kot aktivist v lokalnem mladinskem centru pa študentskem klubu. Tudi nagrado sem dobil lani za najprostovoljca leta. Ampak to so organizacije in klubi, ki bojo predvidoma propadli zaradi novega financiranja študentskih organizacij in študentskih klubov. Kaj bo prineslo tudi iz čist tak praktičnega vidika. Vse te omejitve, ki jih malo delo prinaša, pomeni, da v našem mladinskem centru verjetno ne bo več moglo delati, oziroma je še vprašanje, kako bo za gostinsko ponudbo, kajti namreč v celem mladinskem centru je redno zaposlenih, če se ne motim, 5 ljudi, to pa zakon o malem delu predvideva nič več kot samo 2 mala delavca, se pravi, mislim, da 720 ur opravljenega malega dela v samem zavodu, se pravi, kdo bo delal, ko bojo koncerti, ko potrebujemo 5 ali 6 kelnarjev, da delajo za šankom, se pravi, bomo mogli redno zaposlene zaposlovati, oziroma bi mogli, kar pa naj ne bi šlo, ker po zakonu ni dosti ur v gostilni za dela, da bi lahko še 3. redno zaposlenega kelnarja zaposlili. Plus tega, če bi zaposlili, že tako dela gostilna, oziroma sam mladinski center dela z nulo in ne s plusom, tako da če bi se povečali še stroški delovne sile, potem vprašanje, kako je s prihodnostjo mladinskega centra. Ampak to je potem verjetno problem te organizacije, ker namen malega dela je, da bi bilo potem čim več redno zaposlenih, ne? Ja, ampak kot sem rekel, zakonsko je določeno, da več redno zaposlenih ne more biti v tem gostinskem obratu in samem mladinskem centru. Tudi mladinski center nima sredstev, da bi lahko redno zaposloval, tako da v bistvu študenti omogočajo mladinskemu centru, da denar porablja dejansko za vsebine, za študente, pa za neko kvalitetno delovanje, za kar je bil tudi ustanovljen.